Spoštovani, na prizorišče dogodka prihaja predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc Musar. Spoštovana gospa predsednica Republike Slovenije, dr. Nataša Pirc Musar, spoštovana gospa ministrica za kulturo, dr. Asta Vrečko, spoštovani državni sekretar Ministrstva za zdravje, Denis Kordež, spoštovani državni svetnik, ki ga danes še ni med nami, gospod Dane Kastelic, predsednica Sveta za invalide Republike Slovenije, magistra Mateja Toman, spoštovani gospod dr. Marko Juk, generalni direktor UKC Ljubljana, spoštovani gospod magister Peter Požun, poslovni direktor ginekološke klinike UKC Ljubljana, spoštovani ostali vabljeni gostje in gosti. Dobrodošli na slavnostnem odkritju spominske plošče, s katero ob 200. obletnici prve predstavitve Brajice obeležujemo delovanje Zavoda za slepe, ki je od leta 1919 do 1922 deloval v prostorih današnje ginekološke klinike tukaj za mano. K besedi uvodoma vabim predsednika Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, gospoda Mateja Žnuderla. Najprej pozdravljam vse, ki ste si danes vzeli čas in se odzvali našemu vabilu, da skupaj proslavimo pomemben dogodek izpred 105 let. Seveda se prav lepo zahvaljujem tudi naši predsednici, gospe Pirc Musar, da si je vzela čas in bo opravila nekaj nalog v današnji proceduri. Za slepe je bila to izredno pomembna pridobitev, da se je ustanovil specializiran zavod samo zanje na Slovenskem. Seveda pa je bilo izobraževanje slepih v tem obdobju že v razmahu, saj se je že oblikovala oziroma smo slepi že imeli pisavo, ki jo je Louis Braille pred 200 leti predstavil v svojem zavodu. To pa je pomenilo, da smo tudi slepi lahko približno enakovredno se začeli izobraževati na vseh področjih, kakor tudi ostali. To je pa seveda bilo tudi v kulturnem pogledu zelo velika pridobitev. Stroke so napredovale, tako danes slepe in slabovidne razvrščamo v 5 kategorij in se zavedamo, da je pomembno tudi, če je majhen ostanek vida, da potrebujejo ti ljudje potem drugačne prilagoditve in pripomočke, kakor popolnoma slepi. Stroke bodo morale še naprej napredovati. Jaz upam, da bo Zavod slepih oziroma Center Iris lahko sledil novim spremembam, kajti danes večina otrok ni več v zavodu, ampak se šola v navadnih osnovnih šolah. Tu pa sedaj imamo nov izziv oziroma stroka ima nov izziv, ne samo da uči slepe in slabovidne uporabljati pripomočke, aplikacije in drugo, kar se razvija, ampak tudi skupino pedagogov, ki le redko srečajo v svojem obdobju slepo in slabovidno osebo in jih je zato seveda potrebno dobro opremiti. Jaz upam, da bodo tudi ostale nadaljnje generacije slepih in slabovidnih deležne strokovne podpore pri izobraževanju in delu. Hvala, predsednik, za vaš nagovor. K mikrofonu pa vabim Milo Vučko, članico Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Ljubljana, ki nam bo na blok flavti zaigrala skladbo Capriccio etudo v D-molu. Mila, mikrofon je tvoj.
Mila, hvala za tvoj čudovit nastop. K besedi pa vabimo srednjo govornico na današnjem dogodku, predsednico Republike Slovenije, dr. Natašo Pirc Musar. Gospa predsednica, izvolite. En lep dober dan vsem skupaj. Spoštovani predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, gospod Matej Žnuderl, spoštovana ministrica za kulturo, doktorica Asta Vrečko, spoštovani gospod Požun, gospod Jug, spoštovani vsi prisotni, spoštovana državna sekretarja. Dober dan v tednu slepih, ki poteka vsako leto prvi teden junija in je namenjen ozaveščanju videčih o potrebah in prilagoditvah ter tudi izzivih, s katerimi se v življenju srečujejo slepi in slabovidni. Ni namenjen samo ozaveščanju, ampak predstavlja resen opomnik vsem odločevalcem, ki bi morali slepim omogočiti, da bi vse pravice, zapisane v Konvenciji o pravicah invalidov in tudi v Ustavi Republike Slovenije, lahko vsak dan koristili in diskriminacije slepih ne bi nikoli izkusili. Dovolite pa, da se najprej zahvalim vsem društvom slepih, združenih v Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije in še posebej vodstvu zveze, ki tako vztrajno in predano opominja, predlaga in zagovarja pravice vseh slepih in slabovidnih v Sloveniji. Samo slepi najbolje veste, kaj vse potrebujete in kaj vas ovira pri popolni vključitvi v našo družbo, ki je naš skupen družbeni cilj. Zato je prav, da nas na to opozarjate. Da nas večkrat opomnite, da je izmed 5 čutil ravno oko tisto, ki sprejema največ informacij, kar 83%, in je zato razumevanje vaših potreb za vsakodnevno življenje in pomoč celotne družbe tako zelo pomembno. Skupnost, solidarnost in sodelovanje nas delajo močnejše in z njimi bo svet, sem prepričana, boljši za vse. Zato podpiram in spodbujam vaše vključevanje v javne razprave, predvsem o vseh zakonih, ki bistveno vplivajo na vaše življenje in delo. Pa naj bo to zakon o dolgotrajni oskrbi ali pa spremembe zakona o osebni asistenci. Nedopustno je, da kljub sprejetemu zakonu o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij prihaja do hudih kršitev vaših pravic. Ene najhujših so digitalne aplikacije za dostop do osebnega zdravnika v zdravstvenih domovih, ki povsem spregleda vaše potrebe. Danes obeležujemo 200 let pisave Brajice, ki za vas predstavlja okno v svet, dostop do znanja, izobrazbe, kulture in umetnosti. A še vedno se srečujete s hudimi težavami pri pretvorbi slovenske knjižne produkcije, učbenikov, delovnih zvezkov in drugih pripomočkov za šolanje v dostopne formate za slepe, kot so brajica, zvok, digitalna oblika ali po potrebi povečan tisk. Upam, da nas bodo ta teden na različnih prireditvah slišali vsi, ki morajo omogočiti preboj na področjih, ki vas tako zelo omejujejo. In ve se, največ težav je na področju vzgoje in izobraževanja, zato mi je žal, da danes resornega ministra ni z nami, in tudi zaposlovanja. Žal mi je tudi, da niste našli skupnega jezika v Nacionalnem svetu invalidskih organizacij in se sami borite za izboljšanje pogojev in izenačevanje možnosti slepih in slabovidnih pri vključevanju v slovensko družbo. Pomembno pa je tudi ozaveščanje videčih. Da bi preprečili povečanje števila slepih starejših oseb, je izjemno pomembno tudi, da starejše opozarjamo, da so pozorni na težave z očmi in da pravočasno poiščejo zdravniško pomoč, kajti napredek medicine, tudi na področju oftalmologije, učinkovito preprečuje slepoto v starosti. Življenje s slabovidnostjo ali s slepoto močno zaznamuje vaša življenja, pa tudi življenja vaših svojcev. A čeprav ne vidite, ste pomemben in dragocen del skupnosti, ki tudi zaradi svoje omejitve unikatno prispevate na različnih področjih družbenega življenja. Alen Kobilica, ki je v mladosti oslepel po operaciji, vedno poudarja, da moraš ostati optimist. Zato se strinjam z njim. Moja sodelavka Mirjam Možgan je ob smrti očeta, ki je oslepel v starosti, kar se dogaja številnim starejšim, zapisala:
Odšel je človek, ki je ždel v temi in oddajal svetlobo. Danes bomo z odkritjem spominske plošče na stavbi, v kateri je deloval prvi slovenski zavod za slepe, obeležili 200-letnico obstoja Brajce in se poklonili vsem, ki so kljub slepoti dosegli pomembne dosežke na različnih področjih in so spodbuda ter vzgled vsem slepim, pa tudi videčim. Od srca torej hvala vsem, ki prispevate k boljši prihodnosti slepih in slabovidnih in se trudite za vključujočo družbo. Srečno vsem in hvala lepa čisto vsem, ki ste se udeležili te naše slovesnosti. Prav je, da nas čim več sliši, s kakšnimi težavami se slepi in slabovidni soočajo. Vsi tisti, ki smo tukaj, pa imamo eno samo nalogo, prenesti to naprej na tiste okrog nas. Hvala lepa. Hvala, gospa predsednica, za spodbudne besede, ki nam bodo zagotovo vodilo in opomin za nadaljno delovanje. V nadaljevanju vabim k pozdravni besedi tudi dr. Marka Juga, generalnega direktorja UKC Ljubljana. Gospod Jug, prosim. Spoštovana predsednica, spoštovana ministrica za kulturo, sekretarji, predsednik društva. Hvala, predsednica, za ta govor. Lep govor, predvsem vsebinski. To je to, kar iščemo. V tem prostoru dajemo vsebino zdravju, ljudem. In to delamo več kot 100 let. Na to smo zelo ponosni in zagotavljam, da bomo to delali tudi vnaprej. Zelo ponosni pa smo predvsem na to, da smo že pred 100 leti na tem prostoru spoznali, da se družba meri tam, kjer je človek najšibkejši, kjer ima neke omejitve in da smo bili sposobni neke te invalidnosti vsaj poskušali omiliti in vključevati v družbo. Danes lahko ponosno povem, da razpolagamo na oftalmološki kliniki z najnaprednejšimi prostori za rehabilitacijo slepih in slabovidnih, ki so celo bili deležni arhitekturnih nagrad, ampak ni vraden prostor, važna je vsebina. In vsebina je polna ljudi, ki prihajajo in odhajajo bolj samozavestni in neodvisni. Sam imam neko težavo, ko govorimo o invalidnosti. Zdravim tudi ljudje, ki imajo določene težave. Invalidnost ne pomeni, da je človek brez vrednosti. Zato je ta beseda za mene popolnoma neustrezna. Vsak od nas ima neke omejitve in skupaj si jih znamo preseči. To smo pokazali pred 100 leti in mislim, da jih bomo znali pokazati tudi še naprej. Tukaj smo za vas in upam, da boste prihajali, veseli in odhajali še srečnejši. Hvala lepa. Hvala, gospod dr. Jug. Pobudnik postavitve spominske table, ki jo bomo odkrili čez nekaj trenutkov, je profesor Stane Padežnik, profesor zgodovine in sociologije, član skupščine in bivši predsednik zveze ter velik ljubitelj ohranjanja dediščine slepih in slabovidnih. Trenutno je tudi predsednik komisije za muzejsko dejavnost na zvezi. Prosim gospoda profesorja Padežnika, da nam postreže z nekaj zgodovinskimi podatki o delovanju zavoda na tem mestu. Gospod Padežnik. Pozdravljeni. Ne morem biti uraden. Torej, slepi in slabovidni želimo ustvarjati zapuščino, ki bo vidna in kulturno dediščino, ki bo pričala o tem, da smo prisotni sredi družbe in da jo soustvarjamo. No, s tem namenom sem seveda predlagal, da bi torej namestili na prizidek oziroma na staro čakaj, ne, prosim, skratka, s tem namenom sem predlagal, da bi namestili spominsko ploščo, ki bo pričala, da se je tukaj nekaj pomembnega dogajalo, da je izobraževanje slepih potekalo in to, kot smo že slišali, od 1919. leta naprej. Ampak, kako se je pričelo? Seveda,
poverenik za socialno skrbstvo Albin Prepeluh je že po prvi svetovni vojni imenoval 10-članski kuratorij, ki je imel nalogo oskrbeti slepe in ustanoviti šolo za slepe. V tem kuratoriju so delovali 3 zdravniki, posebej pa bi izpostavil še posebno 2 vrhunska strokovnjaka za oftalmologijo. No, in tako kot smo prej že slišali, so našli prostore za ustanovitev prvega zavoda za slepe v prostorih nekdanjega azilnega centra za neozdravljivo bolne v tej stari porodnišnici oziroma ginekološki kliniki. Ampak v tej kliniki so delovali konkretni ljudje in na nje ne smemo pozabiti, na strokovnjake. Danes imamo priložnost, da počastimo svoj spomin na te pionirje prvega izobraževanja slepih, in to so še posebno bili naprimer Josip Simončič, Franica Vrhunc, potem Franc Dolinar in Josip Kobal. Josip Simončič je bil prvi upravitelj zavoda in tudi začasni vodja šole. On je imel nalogo, da poskrbi za namestitev in izobraževanje slepih vojakov, torej otrok in starejših v tem zavodu, medtem ko teh oslepelih vojakov je precej pripeljala iz Graškega zavoda v Ljubljano Franica Vrhunc, tedaj še redovnica, usmiljenka, imenovana sestra Klara. Namestili so jih v nekdanji belgijski vojašnici na sedanji Metelkovi. V tem zavodu so ji zaupali pedagoško vodstvo, vendar je tudi učila gospodinjstvo, petje in glasbeni pouk oziroma klavir. Pouk pa je bil organiziran po vzoru na Graški zavod za slepe, tako da so se učili torej pisanja in branja brajice, tipkanja na brajopisalni stroj, pa tudi na Kleinov iglopis. Posebno pozornost so posvečali tehničnemu pouku, pa tudi ročnim spretnostim, glasbeni vzgoji, poučevanju raznih torej inštrumentov in nastopanju in javnemu nastopanju. Veliko teh, pa nekaj 15 takih inštrumentov, več kot 100 let starih, imamo še zdaj ohranjenih. Seveda niso v idealnem stanju, pa vendar so spomin nekega časa. Potem Franc Dolinar je prevzel poučevanje pletarstva in ščetarstva. Bil je slep mojster pletarstva, ki se je zato izučil v Graškem zavodu za slepe, je pa tudi seveda pomemben kot soustanovitelj prve invalidske organizacije na Slovenskem, podpornega društva slepih, ki je bilo ustanovljeno 7. novembra 1920. No in potem imamo tukaj še Josipa Kobala, ki je prišel za ravnatelja v zavod za slepe 1. decembra 1920. leta. On je hotel narediti šolo za slepe zelo sodobno, moderno, je pa tudi sestavil prvi abecednik za slepe in je s tem nadgradil brajico v slovenskem jeziku. Njegova zasluga je tudi, da je postavil temelje poklicne kvalifikacije in rehabilitacije slepih. Navsezadnje moramo se spomniti tudi na Frana Bonača, on je bil pa vojaški kurator in tudi torej, poučeval je verouk, bil je velik prijatelj slepih, spremljal jih je na izletih, na romanjih, na nastopih, in potem, ko se je zavod 20. junija 1922. leta preselil v Kočevje, je zapisal v Slovencu, da mu je žal, da so odšli v Kočevje, da pa je zavod za slepe deloval kot nek konzervatorij, kajti iz njega se je neprestano slišalo igranje na inštrumente različne in otroci so in seveda tudi odrasli hiteli se učiti pisanja in branja v brajici. Seveda pa oziroma Ljubljančani pa niso imeli menda posluha za slepe. Seveda na tem mestu upamo,
torej ne samo Zveza društva slepih slabovidnih, ampak tudi mi posebej še Komisija za muzejsko dejavnost, da bo sodobna država, odločevalci imela še več posluha za izobraževanje slepih in slabovidnih, pa tudi, da bo finančno in drugače podpirala ohranjevanje in varovanje kulturne dediščine slepih in slabovidnih, za katero si prizadevamo jo ohraniti ter ustanoviti muzej slepopisja, Slovenski muzej slepopisja. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Padežnik. Pred najbolj slovesnim delom današnjega srečanja še kratek dramaturški suspens v obliki glasbenega nastopa Mile Vučko, odlična učenka 7. razreda v glasbeni šoli Edgarja Williamsa z večkratnimi nastopi tako v uradu predsednika Republike Slovenije, kot tudi v Državnem zboru Republike Slovenije ter pri varuhu človekovih pravic. Kljub zaključnim šolskim obveznostim v 8. razredu si je tudi danes kot velikokrat prej vzela čas in prišla med nas in v drugem nastopu bo za nas zaigrala skladbo skladatelja Marčela, sonato v G-molu, prvi stavek Adagio.
Mila, iskrena hvala. Spoštovana gospa predsednica in predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih, nastopila je še ena naloga, ki jo imata danes, in sicer prišel je tisti trenutek veselja in resnice, ko bomo lahko po vajenem odkritju videli spominsko ploščo v počastitev dela Zavoda za slepe v prostorih današnje stare ginekološke klinike, in vaju oba prosim, če lahko stopita po poti do žive meje, kjer smo pripravili vrvico, in upam, da bo vse skupaj delovalo tako, da bomo lahko odkrili spominsko ploščo. Še ena informacija za vse obiskovalce: v notranjem delu ginekološke klinike pri vratarju oziroma pri varnostniku je tudi nameščena informativna tabla z vsemi informacijami, ki jih je v svojem govoru omenil Stane Padežnik. Tako, slavnostni trenutek. Jaz samo prosim in gospo predsednico in gospa predsednika, da sta pogumna in odločna, ker smo tako zalepili, da bo treba malo potegniti, no. Tako da, prosim, lahko, izvolite. A bo šlo še? Bravo, hvala lepa. Odločnost predsednice in predsednika je rezultirala v tabli, na kateri je zapis o tej zgradbi nekdanjega azila za neozdravljivo bolne. Je v obdobju 1919 do 1922 deloval prvi slovenski zavod za slepe. Pod zapisom Zavod za slepe je ta zapisana tudi v brajici, QR koda pa potem vodi do zvočne datoteke, kjer si mogoče poslušati informacije o delovanju zavoda.